bila želja, seveda, da je več žensk vstopi v politiko. Pa ne samo v visoko politiko, ampak v politično življenje. Želimo, da bi čim večje število žensk znale artikulirati svoje politične stališča. Najprej seveda, da bi jih redno zavzemala. Potem pa tudi, da bi se zanje znala boriti in jih uveljaviti. Ugotovili smo, da obstaja kar dosti ovir, zakaj ženske ne vstopajo v politiko in Meta dekleta naj bi to najprej raziskale, potem se pa odzvale v svojem projektu in blažile vstop v politično življenje ženskam. Res jih je kar nekaj prisotnih in celo v zadnje čase več kot kdajkoli prej, ministric, parlamentark. Res pa je, da se zelo mehanično izpolnjuje te tako imenovane ženske kvote. Na vrat na nos se rekrutira ženske, dostikrat kar po sorodstvenih ali drugih linijah znanstva. Te ženske vstopajo dostikrat brez nekega političnega ozadja, hkrati pa nismo opazili ta fini, malo drugačen ženski princip v politiki. Princip, ki je bolj povezan z resnično solidarnostjo, za skrbjo za deprivilegirane, za šibke. Pa tudi ta ženski znan princip, sposobnost večjega sodelovanja, deljenja in tako naprej. Tega je bistveno premalo še. Na nek način so ženske v politiki dostikrat nekakšni kloni moških sodelavcev v ženski obliki. Prevečkrat. Ravno to je problem, ker se potem perpetuira isti sistem, samo množi se več istega. In zakaj ne bi bile ženske v politiki, je seveda s svojim načinom delovanja bi obogatile, pa tudi demokracija pomeni proporcionalno zastopanost vseh v politiki in ženske ne bi vnašale to, kar je njim imanentnega, seveda. Najprej smo ugotovili v raziskavi, da so ženske de facto manj samozavestne, da jih ovirajo pri vstopu seveda tudi veliki predsodki pred ženskami v politiki, da rabijo podporo družine, da vstopajo in še mnogi faktori govorijo o tem, na kaj vse naletijo ženske. No, mi smo se lotile najprej, bi rekla, te obče samozavesti, predvsem pa delamo z delavnicami na tem, da ženske opolnomočimo za nastope v medijih, pomagamo jim s treningom, kako bi artikulirali svoje mišljenje, kako sploh razumeti medije, kako delati kampanje. Hkrati pa jih vabimo, da pišejo za Meta dekleta portal, da prispevajo svoje razmišljanja, da se zavzemajo in borijo za svoje, bi rekla, izbrane problematike. Tudi raziskava je pokazala, da ženske ne nastopajo v medijih, se ne odzovejo, če niso 100%, če se ne počutijo, da so strokovne povsem. Moški tudi niso, pa vendar se z isto vednostjo vedno odzovejo. Zdaj, mi sicer ne želimo, ne moških, ne ženski ne bi bili strokovni, pa vendar mislimo, da je mnogo žensk zelo, zelo usposobljenih, pa vendar preveč rezervirano in oklevajoče vstopa v medije. Seveda veliko in na prvo žogo bi celo mislili, da so lahko povsem
da jim lahko pripisujemo to oklevanje v veliki meri njim same. Ampak že drugi pogled pokaže, da dejansko je ogromno ovir, da mediji obravnavajo ženske političarke povsem drugače kot moške, da se srečujejo z seksizmom, da ženske, ki imajo male otroke, le težko sodelujejo pri nočnih sejah, da mogoče ženske bi celo raje namesto teh skoraj brezplačnih kosil v parlamentu imele organizirano varstvo za svoje otroke. Pa še vrsta drugih posameznosti elementov je, ki jih ovirajo in ne opogumljajo. Nosijo vseh vrst čevljev, ampak se ne vežejo na visoke pete, kravat pa ne nosijo, smo pa se s kravatami igrali v našem projektu in ugotovili smo, če jih obrnemo na glavo, če jim damo barve in veselje, lahko postanejo eni taki zanimivi klicaji, ki opozarjajo na to, da je premalo žensk v politiki in da pozor, vseeno prihajajo in na nek način je tudi upanje, da se bodo stvari fino spremenile. Pod te narobe obrnjene kravate, klicaje smo napisali ženske za politiko, politika za vse, zato ker verjamemo, da ko bojo ženske dovolj smelo vstopile v politiko, da bojo bistveno več se obravnavalo problematiko otrok, mladine, nezaposlenih, prekernih in starih ljudi. Zato trdimo, da ženske se ne borijo samo zase, ampak ko ženska deluje v svojem prepričanju, je to dobra politika za vse.